Pomivalni stroji za tesnenje okoli vrat uporabljajo tesnilo. To je speljano po celotnem obodu in tudi na spodnji strani. Z leti seveda to tesnilo zgubi na prožnosti, mi ga poškodujemo, kot posodo tišimo v stroj, pa tudi če ga preagresivno čistimo, ga potem poje. In izrabljeno tesnilo izgleda tako, da stroj začne puščati na obeh dveh straneh po kapljicah, pa tudi med samim delovanjem stroja se vidi sopara. Zdaj menjava teh obeh tesnil ni tako komplicirana, vsaj pri večini strojev, zato kar pogumno na delo. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Zdaj tisto tesnilo, ki se veliko ljudi ga boji menjati, je to spodnje. Je seveda debelejše kot to torej po celotnem obodu, a je vseeno zelo potrebno, da je izpravno, prožno in tesnilno. Tukaj je ena tehnika, najlažje je, da se vzame prvo ta fronta od pomivalca dol, da pridemo do notranje strani, not je pa navadno en tak podolgovat, kako bi rekel, distančnik tega tesnila, tak v obliki enega uhlja, žepka, ki se ga vzame dol. In to je vsa umetnost. Gremo v akcijo. Tako. Preden se lotimo, da ga damo nazaj, je treba obvezno ta del vse dobro očistiti, tudi zato, ker tu noter so ostanki hrane, od pomivanja in čistil in to je tudi polno bakterij, skratka to velja dobro vse očistiti. To tesnilo tukaj pa se ga samo potegne ven. Tako. Naj opozorim tudi na ostre robove. Tako. In tudi to velja vse dobro očistiti. Point je, kako hitro se da vzeti tesnilo ven, ko govorimo o ostrih robovih, res mislim ostre robove. Evo, 1 uro kasneje in po težkem trudu celotne ekipe je mašina spucana. Zdaj, to je pač prikaz, da se vidi, kako se nekaj naredi, ampak nekaj vam polagam na srce. Kadar date aparat na servis, ga prej obvezno očistite. Serviserji so zato tam, da ga popravijo, da menjajo del, da diagnosticirajo napako, ne pa da pučajo vašo svinarijo. To je čisto zato, ker serviserje zelo spoštujem in mi je grozno hudo, ko vidim, kako svinarijo se na servise vlači. No, zdaj gremo pa naprej. O glavnem, tale tesnila so čista, očiščena in da bi delovala dlje, priporočam, da se jih namaže z glicerinom. Dobi se ga tudi v lekarni, jaz imam glicerin v belo bazi, to pomeni, da je bolj kot krema. Tudi sama tesnila se lažje potem usedejo noter in jih velja prej namazati. Tako, zdaj pa lahko gremo vse skupaj zmontirati v stroj. Adili z rokavicam. Vse je res, da se človek lahko reže, to se ti vse notre popa. Dej nehite s tem rokavicam. Sam sem se odločil, da če bom porezan, bom porezan. To je to. Zgloncan
tesnila ko nova. Voilà. Evo tega nam, z nekaj truda je pomivalni stroj spet 1A. Tak način demontaže in montaže tesnil je super, kadar je tesnila potrebno menjati ali pa pri generalnem čiščenju stroja, tako kot smo mi mogli narediti zdaj. Vse veste, na vztrajno rit frišne gate pač ne grejo. Je pa tako, tesnila na pomivalnem stroju menjati, itak da se jih da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretno vprašanje smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker se veste, itak, da se da.